Žive naj vsi narodi, ki hrepe ne dočakat dan. Da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Michelangelo Frammartino je leta 2013 posnel čudoviti kratki nemi film z naslovom Alberi, drevesa. V njem je odkrival staro tradicijo človeka, ki se je na nek specifičen dan v letu oblekel v drevo in hodil po vasi. Ta tradicija je žal zamrla, kot se to s tradicijami velikokrat zgodi. Zato je Frammartino v svojem filmu pripravil neko skupino ljudi, da bi to tradicijo za njegov film ponovila in jo zanj izvedla. In pri tem se je zgodilo nekaj zanimivega. Od takrat je tradicija ponovno zaživela. Film je imel takšno moč, da je oživel že davno pokopano tradicijo. Imel pa je še neko dodatno moč, ki v sebi nosi umetnost, da je to tradicijo celo reinterpretiral, jo spremenil in obogatil. Od takrat se namreč na ta dan v drevo ne oblači samo en samcat človek, temveč cela skupina, tako kot v filmu. Rada bi poudarila, da umetnost ne samo oživlja in interpretira tradicije, oživi jih ravno s tem, da jih interpretira in spreminja. Njena interpretacija jih požene v pogon, jim vdahne izgubljeni dih. Menim, da lahko slovenska kulturna skupnost v Italiji iz te anekdote potegne marsikateri pomemben nauk, saj si je naša manjšinska skupnost najbolj dolžna prizadevati za takšna oživljanja in predvsem poskrbeti za to, da kar oživimo, zares zaživi in da ne pustimo med nami hoditi mrtvece. Kot predstavnica mlajše generacije, povrh vsega iz Benečije, margine že tako marginaliziranega prostora, lahko, vsaj tako mislim, nekoliko manj obremenjena premislim situacijo naše skupnosti. Iz takšne margine ni težko prestopiti na drugo stran in si trezno ogledati prostor, iz katerega si prestopil. Naj vam predstavim nekatere točke, ki se mi zdijo ključne. Želje ob kulturnem prazniku, morda za obljube ob novem letu. Najprej, umetnost, ki se zdi ključni del kulture, navsezadnje je danes Prešernov dan, dan največjega slovenskega pesnika, se velikokrat izmuzne iz misli, ko razmišljamo o kulturi. Če bi morali izpostaviti danes eno samo točko, bi bila ta, da moramo, ko govorimo o kulturi, nujno govoriti o umetnosti. Umetnost je sredstvo, s katerim se lahko zares dotaknemo te kulture. Je sredstvo, ki lahko odpira dolgo zaprta vrata in prepiha, kar se za vrati skriva. Tako kot sta to storila Frammartino ali pa Gregor Božič s svojim filmom Zgodbe iz Kostanjevih gozdov. Drugič. Ob tem dnevu bi rada, kot arhitektka, opozorila in spomnila, da našo slovensko kulturno dediščino ne gradijo le oblike umetnosti, ki temeljijo na jeziku, kot so poezija, gledališče, pisanje ali glasba. Te umetnosti so tiste, ki jih vedno poudarimo ob dnevu slovenske kulture, saj pomeni postaviti v ospredje pridevnik slovenska, postaviti v ospredje naših razmišljanj jezik. Ampak to našo dediščino gradijo tudi materialne kulturne sledi. Kot skrbimo za jezik, tako bi morali negovati prostore, ki so bili tisti, kjer se je ta jezik gradil. Naravne krajine, tudi če se nam narava zdi nasprotje kulture, ki so tihe gostiteljice starih, ne več uporabljenih slovenskih toponimov. Arhitekturne objekte, ki se v tej krajini potapljajo, kot na primeru Benečiji, Kozolci, Kašte, Seniki in Kazoni. In k tej materialni kulturi moramo pristopiti tako, kot je to v svojem filmu storil Frammartino, preko umetnosti.
povabiti pesnike v zapuščene kraje, da si izmislijo nove toponime za novo mentalno mapiranje prostora, obnoviti kozolce, jih interpretirati in jim dati nove funkcije. Tretjič. V besedni zvezi slovenska manjšina moramo poudariti manjšinskost in jo razumeti širše, kot jo razumemo sicer. Manjšina ni zadnji branitelj kulturne meje, temveč je prostor srečan, srečevan, mešan in obogatitev. Predvsem pa je manjšina prostor odprtosti, ki ne samo, da je zmožna razumeti tako eno kot tudi drugo stran, temveč se počuti blizu tudi ostalim manjšinskim in marginaliziranim skupinam. Bell Hooks, mislica, ki je svoje življenje posvetila vprašanjem ženske identitete in identitete Afroameričanov, je nekoč zapisala: S takšnim bivanjem na robovih smo razvili poseben način gledanja na realnost. Nanjo smo gledali tako iz zunanjosti, kot tudi iz notranjosti. Našo pozornost smo fokusirali na center ter istočasno na margino. Uspeli smo razumeti oba svetova. Gojiti ta pogled v vse strani je po mojem mnenju naloga vsake manjšine. In takšen pogled je sodoben pogled, ne samo zato, ker je inkluziven in demokratičen, temveč tudi zato, ker se zaveda, da je manjšinski pogled privilegiran pogled. Stoji namreč istočasno znotraj in zunaj vsega. In četrtič. Manjšinskost je navsezadnje centralna tema vseh sodobnih diskurzov v polju umetniške zgodovine in kritike, sociologije, filozofije, političnih ved in zgodovine nasploh. Danes obstaja jasna tendenca odkrivanja in pisanja zgodovin obrobnih tem, z razumevanjem, da je zgodovina centra zgolj ena izmed mnogih zgodovin. Torej je tema manjšinskosti danes, bolj kot kadarkoli prej, polna možnih poti najrazličnejših premislekov. In prav na nas mladih je, da za sabo pustimo tematiko narodnostne identitete, ki je karakterizirala debato o manjšinskosti do zdaj, in se podamo po teh novih poteh in tam iščemo nove tematike in nove zaveznike.
Tle je bila enkrat meja, ne? Ja, tam, ja. Ja. Povejte mi, ta bela črta, ne? Ja, Ja. to je bila, lejte, 300. Tam, kjer je križ, je meja. Koliko ste šli noter v štalo? Tam, do vrata. Ja, in štala je bila vaša do konca? A seveda, seveda, do konca. In potem ste ene krave imeli v Italiji in ene... Vse so jedli dol. Pa prvi dnevi verjetno niste niti verjeli, ste? Ne. In the Baltic, to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Solo da adulta ho scoperto che il nonno Peppi, Giuseppe, impediva alla nonna appunto di parlare la sua lingua. E sono qui appunto per mia nonna Maria. Per cui, dober dan Maria, po narodnosti sem Italijanka, ne razumem slovensko, ne govorim slovensko, ampak tukaj, jaz sem tudi Slovenka. Med lističi se skriva nežno cvetje. Trobentica. Allora, osserva che t'accordi vocali. Oh, ma adesso esplici, ne bomo vocali. Dobro? Ecco, vsi skupaj. Tra-ra-ra, trobentica trobi, sim, 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 pa zvonče simlja, sonce, Zbrali tle tudi starinski prijepis svetega Jakoba, da sprejmemo v družbo svete cerkve, katerega otroka svetnikarstva. Kakšno ime boste dali vašemu otroku? Tanja. Po slovesni peti maši v Podgori na novo leto 1932 so agenti Lojzeta Bratuže aretirali na Goriškem domu. Zaskrbljeni materi so obljubili, da se bo vrnil čez pol ure. Te pol ure se je spremenilo v 6 mesecev trde ječe, ki ni sledil sodni proces in ki jo je Lojze preživel večji del v samici.
čas se ujame v trenutek. Vendar v tem drobcu, v tej vrtoglavici, ne prepoznamo nobenega sosledja dogodkov. Ne obstajajo neskončne verige vzrokov in posledic, ampak le naša usta, ki požirajo slino, kretnja, pogled, ki se ustavi na travniti bilki trepetajoči v vetru. Bežeča intuicija časa, ki se je ne da izmeriti. To si. Ma kaj ješ tisto? Tisto je zgodovina, to se ne jej. To je spomin. Ne, ni tako, pazi malo. Ti si astronaut, vidiš, da si astronaut. Igen, jag vet ni har det. Pa to ni hrana, to je film, to je zgodovina naša, to je za spomin, to je za arhiv. Pazi, jej malo kruha, malo pršuta, ampak to pusti, to moraš živeti, to mora biti živo, to mora biti celo, ker noter je cela naša zgodovina, današnja in bodoča in sploh. Pazi, kaj je.
Film. Film. Sram naj vas bo. Vi pravite, da ne veste, kdo sem jaz. Kaj pa ne rečem jaz? Kako naj ravnam z vami? Pridna negovalka, badante non plus ultra. Od mene boste dobila najboljše reference. Ni lepo, da se tako hecate z mano. Kdo mislite, da ste? Ma je lepo tu, ha? Takšen mir. Scommetto che anche il treno arriva in ritardo. Sicuro. Stai attenta lì. Scusi? Potrei aiutarmi? Certo. Ha mai visto questa persona? Lo conoscete? Sì. Qua è scatenato un casino, picchiato un collega. Sa dove è andato? È saltato su un treno diretto in Austria. Il controllore l'ha fatto scendere al lago vicino al confine. Grazie. Greva. Uzemi vlak proti Austriji. Robert! 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 Maledetti schiavi, ve la farò vedere! Chi sta inseguendo? 2 ragazzi sloveni. Andiamo, ragazzi! Razumeš, kaj se spušča? Razumem. Če te ujamejo... Lahko ubijajo kot so tigrovce. Vse vem. Za mučenje tudi? Tudi. Ampak mi je vseeno. Kdo se bo uprl, če ne mi? Mislil, da so nas obazovici utišali. Kje pa? Zdaj bomo šele začeli. Zdaj jim bomo pokazali, kaj pomeni naš... Neri se. Če boš kričal, te bodo zaprli, še preden boš karkoli naredil. Najbolj seveda obiskani so pa bili dnevi okrog 1. maja. Ta kraj so imenovali pravzaprav, kar vidite tukaj, so imenovali takrat Stalingrad. Zakaj? Ker je bilo v vseh hišah, stolpnicah, kakor jih je še bilo, pravzaprav takrat so bile rdeče zastave. Godba je pa vedno začela Avanti popolo, bandiera rossa, triumferà. Devo dire che mi sono sempre considerata una comunista slovena, cioè non ho mai distinto il mio modo di pensare come comunista o come slovena, questo no. Sensi di colpa quindi per aver assunto questa posizione pro Cominform non ne ho avuti. Ho sentito invece il peso di essere staccata dal mio popolo, dal mio paese. Quello che successe poi fu tragico perché in quell'occasione, qui fra noi sloveni, si distrussero amicizie. Ci si può ben immaginare cosa significhi per uno sloveno a Trieste non avere contatti con la propria gente. Oggi si fa fatica a capire che cose simili potessero accadere.
Comunque sono accadute e ormai fanno parte della storia. Danes se kot pomembno postavlja vprašanje tistega, kar sam večkrat imenujem kulturno restavriranje. Kot restauriramo stare cerkve, moramo restaurirati tudi kulture, kraje, torej restaurirati identitete. Da pa te živijo, potrebujejo žive ljudi, sposobne obnavljati to identiteto. Slednja je kakor zdravje. Ko jo imamo, ne vemo zanjo. Ako nam jo vzamejo ali vsilijo drugo, pride rado do vročine in vročina je lahko nevarna, saj zvišanje temperature vodi neobhodno v nacionalizme, v etnično-jezikovne purifikacije in čiščenja. In radi nam pravijo, da smo tako ali drugače že prišli v globalno vas. Smo pojeli proti Italijanem, veste za neko. Prekleti verolomni lah, mi tebe bomo strli v prah, zvestobo si nam ti obljubil in z drugimi se družili. Tisto se stvari pojeti, veste. Ja, veste, otroci morate, ko vam kažejo, ne. Za mojih časov se ni moglo sploh razmišljati o dejstvu, da bi se nekdo ločil, ker ločitve ni bilo. In potem sem imela starše, ki so bili vedno od vsega začetka proti moji poroki in ne bi nikakor mogla iti nikamor, ker sem že od vsega začetka odločila, da ne bom hodila v službo, da se bom posvetila samo družini. Ne ostanem več tukaj. In takrat je spet še hoje kričal name, kam boš šla, kam, saj ne veš nič. Kam boš šla nazaj k mami? Kam? In otroci? In to podjetje je zgradilo Narodni dom, ki je bil potem požgan. Ja. In tudi so morali popraviti, ker je bilo nevarno za mimoidoče. In tam je našel smrt moj brat, starejši, ki je vodil to stvar. In vi ste šla potem s sestro v Egipt? Potem sem šla jaz, ja, čez par let šele. Smo čakali, ne vem, kaj čaka oče, da bi šli prej s fasisti, pa me niso poslušali. In potem sem šla sama v svet. In tako jezen je bil name, da pri tramvaju niti me ni pozdravil, je kar šel naprej. In sama sem jo odrihala naprej.
Dober dan, ime mi je Slon. Učil vas bom vse predmete. Učitelj, ta šola je premajhna za vas. Vse, kar si lahko zamisliš. Sprašujem se včasih, kako to, da sta se mama in tata poročila. Zamejski Slovenci so italijanski Slovenci, ki živijo ob meji. To sem jaz, zamejc. In meja je usekala po Gorici. Slovenci, Italijani, Furlani, Nemci. Slovenci, Italijani, Furlani, Nemci. Kulture se stikajo, jeziki spopadajo, narodne zavesti se prebujajo. Pripadnost, pripadnost, pripadnost. Vsakdo pripada neki vrsti, nekemu plemenu, nekemu rodu. Pripadnost. Ci ho pensato. Vuoi diventare il mio fidanzato? È facile, devi solo baciarmi. Quando siamo lontani mi mandi dei messaggini e al compleanno ci facciamo un regalo. Ti va?
Dober večer, lep pozdrav vsem Slovencem od Milj do Trbiža. Dobrodošli na današnji posebni proslavitvi Dneva slovenske kulture. Komisija Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, ki jo letos sestavljajo Alenka Florenin, Margarita Trušnjak, Martin Lisjak, Peter Močnik, Veronika Galli in Matjaž Pintar, so se v skladu s pravilnikom in na osnovi prejetih kandidatur odločili, da letos podelijo obe nagradi. Z razliko prejšnjih let pa so sklenili, da ena nagrada gre v roke človeku, ki je celo svoje življenje posvetil jeziku in kulturi v korist slovenske narodne skupnosti, drugo pa mlajšemu ustvarjalcu na glasbenem področju. V veliko veselje in ponos nam je, da bosta nagradi prejela Božo Zvanella in Patrick Aggiato. Spoštovani, lep dober večer, Slovenci, Slovenke in Slovenci. Mislim, da danes dan kulture, ki ga sodelujeta že nekaj let SSO in SKGZ, sta srž prijateljskih odnosov, sodelovanja, ki ga v vseh teh letih imata skupaj. Danes je dan Prešernov dan, ki je pomemben ne samo za matično državo, pač pa tudi za zamejce, ki si v tej dobi delajo zelo dobro, še posebno na vsem področju, na vsem teritoriju našega ozemlja. Kultura, poezija, vse, kar se ustvarja okoli Franceta Prešerna, so pomembna dela. Delo, ki ga označuje Prešeren, poezija, himna, so tisto, kar za našo bodočnost gre naši mladini. Mladina v tem pa deluje skupaj z nami in tisto, kar tudi dve krovni sodelujeta v tem. Božo Zvanella, duhovnik, publicist, raziskovalec na področju jezikoslovja in krajevne zgodovine, je odigral dragoceno vlogo kot eden od utemeljiteljev in spodbujevalcev narodnega ozaveščanja in preporoda beneških Slovencev. Rodil se je 25. decembra leta 1941 v Bijačah v občini Podbonesec in bil junija leta 1965 posvečen za mašnika. Od novembra 1971 je duhovnik na Trčmunu, kjer še danes deluje. Obenem skrbi še za vse druge fare v dolini Aborne. Postal je edini aktivni slovenski duhovnik v Benečiji. Veliko svojih energij je Božo Zvanella usmeril v raziskovalno delo. Kmalu potem, ko se je vrnil v Benečijo, je začel sodelovati s krajevnima časopisoma. Pisal je za Novi Matajur in bil nekaj časa tudi član uredniškega odbora. Ogromno je napisal za kulturno-verski list Dom, ki je tudi, po njegovi zaslugi, postal mesečnik in nato 14-dnevnik. Začel je raziskovati in pisati o imenoslovju ljudi in krajev, na široko je proučeval krajevno zgodovino od starogorskega rokopisa in bratovščine Stare Gore do povojne zgodovine Benečije. Njegovo ime pa je nedvomno povezano s knjigo Mračna leta Benečije o Gladju in nacionalistični italijanski politiki v Nadiških dolinah, ki mu je prinesla sloves tudi v osrednji Sloveniji. Povzročila pa mu je veliko napetosti in nevšečnosti ter tožbo s procesom. Svojim bogatim publicističnim delom je bistveno prispeval k poznavanju in samopoznavanju beneške Slovenije. Jaz sprejmem to priznanje v imenu vseh beneško-slovenskih duhovnikov iz Benečije
tistih, ki so že šli pred nami in tisti, ki so šele živi. In na posebno vizo se spomnim danes monsignorja Dionizija Matevčiča, ki je bil dolga leta na Svetih Višarjah, v Žabnicah in potem tudi Marija Garjupa. In potem še enega, ki je še živ in se imenuje monsignor Marino Kvalica. Žal moram reči, da jaz sam najmlajši slovensko-beneški duhovnik in ima skoraj 80 let. In žal mi je, da za mano se bojim, da ne bo več slovenskih duhovnikov v Benečiji. Ampak lahko se zgodi tudi kakšen čudež. Zato upamo, da Benečija ne ostane brez slovenskih duhovnikov. Patrik Quadžato se je rodil v Gorici 25. januarja leta 1983. Pri 8 letih je začel igrati klavir, vzporedno pa je začel tudi tolkalno študijsko pot. Na tržaškem konservatoriju Giuseppe Tartini, kamor se je vpisal po višji šoli, je diplomiral iz tolkal in vokalno-zborovske kompozicije ter zborovodstva. Zaključil je tudi 3-letni tečaj za dirigiranje pihalnih orkestrov in vodil številne pihalne orkestre ter zbore. Trenutno poučuje tolkala in bobne na 2 glasbenih šolah Goriške in Videmske pokrajine. Vodil je številne tečaje bobnov in ritma ter imel različna predavanja o glasbi. Kot tolkalec, dirigent in pevec je sodeloval na več kot 2000 nastopih tudi z velikimi osebnostmi, med katerimi izstopata dirigent Riccardo Muti in kantavtor Vlado Kreslin. Najprej je skladal pretežno za zbore, v zadnjih letih pa si utira pot tudi na instrumentalnem, orkestralnem in gledališkem področju. Njegove zborovske kompozicije se pojavljajo na različnih zgoščenkah in zbirkah, izdanih tako v Italiji kot v Sloveniji in Avstriji in so vključene v repertoarje številnih zborov, izvajajo pa jih tudi na mednarodnih tekmovanjih. Več jih je bilo nagrajenih. Quadžatov skladateljski opus zajema nad 600 naslovov. Zelo vesel sem in počaščen, da sem lahko tudi jaz med dobitniki Prešernove nagrade našega zamejskega teritorija. To meni pomeni kot neko potrdilo, da sem pred leti zbral pravo pot v svojem življenju. Seveda ta nagrada ne bo predstavljala nobenega cilja, ampak samo neko umestno potrdilo. Želim si pa, da bi lahko šel naprej čim bolj kakovostno opravljal svoj poklic. Sedaj podeljevanje. Najprej prvi nagrajenec, gospod Božo Dlanela, iskrene čestitke. Hvala lepa. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Patrik, iskrene čestitke. Hvala. Patrik Quadžato, prisrčno čestitam. Hvala lepa.